Če smo včasih silno debele ljudi videvali zgolj v tujini, predvsem v Združenih državah Amerike, je zaradi nezdrave hrane ter hitrega načina življenja vse več močnejših, tudi pri nas. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, za prekomerno telesno težo trpi že vsak tretji, debel pa je že vsak peti prebivalec. V današnjem času je problem predvsem to debelilno okolje. To je v bistvu vse, kar nas obdaja, in sicer recimo oglaševanje nezdrave hrane, na poti v službo, šolo, kolikokrat vidimo oglas za burger, za čipse, za sladkarije, pa v primerjavi kolikokrat vidimo oglas za jabolka, pa ne vem, polnozrnata živila in tako naprej. Poleg nezdrave oziroma neuravnotežene prehrane k nastanku debelosti v zadnjem času vse bolj prispeva tudi manj aktiven življenjski slog. Dober in kakovosten spanec, dolg od 7 do 9 ur, pa ima tudi pomembno vlogo, saj naj bi možnosti za razvoj debelosti zmanjšal za skoraj tretjino v primerjavi s tistimi, ki spijo zgolj 6 ur. Nacionalni inštitut sicer sodeluje v številnih preventivnih programih. Imamo že 25 let program Skupaj za zdravje. To pomeni, da se v ambulantah družinske medicine izvajajo preventivni pregledi. Poleg tega je pa v zdravstvenih domovih so tudi CKZ-ji ali centri za krepitev zdravja. In sicer tam izvajajo različne delavnice, usposobljeni timi strokovnjakov, in imamo delavnice za spopadanje s stresom, za zdravo prehrano, za na primer spopadanje z anksioznostjo, depresijo. Debelost sicer narašča s starostjo. Več je debelih moških kot žensk, ter pri osebah z nižjo izobrazbo in socialno-ekonomskim statusom. Poveča možnost za več kot 13 vrst raka, kot je rak dojke, debelega črevesa ter ledvic. Povečajo se tudi možnosti za bolezni srca in ožilja. Debelost pa naj bi vplivala tudi na spomin ter pomenila višje tveganje za demenco. Regionalno glede debelosti najbolj izstopajo Pomurje, Posavje in jugovzhodna Slovenija. Redno gibanje in vadba sta zelo pomembna. Za mnenje, kako ter koliko vaditi, smo vprašali tudi osebnega trenerja. Zdaj pa sami vadbi, tukaj imamo dva načina. Eno v bistvu miganje, kot je hoja, tek, kolesanje, ker bolj krepimo kardiovaskularni sistem. Druga stvar je pa ta mišično-skeletni sistem, pač krepimo z raznimi vajanjem za moč in tako naprej. To sta dve različne zadeve. Zdaj, jaz bi svetoval najprej, kot sem prej rekel, najprej prehrana, potem mogoče miganje kot hoja, mogoče rahel tek in tako naprej. Potem v bistvu se pa vklopi tudi vaje za moč, ki so zelo pomembne, zato ker s tem krepimo mišice, ohranjamo mišice, ki povečujejo metabolizem in tako naprej. Trener poudarja, da je pomembna zmernost ter postopnost in da moramo poznati svoje telo ter ga ne preceniti, kar se pogosto dogaja. Ob tem se poveča tudi možnost poškodb. Ob začetkih vadbe so sicer pričakovane bolečine v mišicah in sklepih. Ozaveščanje bi se moralo začeti že v mladosti in v šolah. Naučiti se, kako jesti, kaj so ugljikohidrati, kaj so beljakovine, kaj ima človek, koliko nesti v okviru, a migamo, ne migamo in tako naprej. To je tisto bistvo, kar bi se ljudje mogli naučiti. Ne samo, da grejo na dieto, ampak da se naučijo uravnoteženo prehranjevati, da nam rekel zdravo, uravnoteženo prehranjevati in da bi oni to vzdrževali potem celo življenje. Ne to hitre diete 2-3 mesece. Običajno številni po končani dieti dobijo vse kilograme nazaj. Debelost je velikokrat polna predsodkov. Z majhnimi koraki pa lahko vsak stori nekaj dobrega za svoje zdravje.